Saga glede 32-milijonskega nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč se nadaljuje, kljub temu pa smo tik pred podpisom pogodbe. Zakaj minister Poklukar kljub opozorilom stroke, reševalcev, urgentnih zdravnikov in gorskih reševalcev in tudi nasprotovanju opozicije ter 4 poslancev koalicijskega SD-ja, no v Levici pa so se včeraj zagovorili, da bi šlo lahko za dvojno rabo, še kar vztraja pri podpisu pogodbe s podjetjem Leonardo. Se igramo z davkoplačevalskim denarjem, kot je sinoči v naši oddaji zatrdil nekdanji šef KPK-ja Boris Štefanec. In če KPK ugotovi nepravilnosti, kakšna bo naslednja poteza ministra Poklukarja, bo prevzel odgovornost ali prej sprejel morda drugačno odločitev, dobro ponesrečenih, kot pravi del stroke. In to nam bo minister Boštjan Poklukar povedal vsak hip. Pozdravljeni. Še prej pa poglejmo na kratko sinočni opozorili v naši večerni oddaji. A se šalimo s to državo, a se šalimo z proračunskimi sredstvi. To je nevzdržno. Gospod Germ, kaj torej nakup teh helikopterjev, ki naj bi bili dostavljeni leta 2027, pomeni za kakovost oskrbe poškodovancev? Bo ta na ravni, ki jo omogoča oziroma zahteva sodobna medicina? Vsekakor ne. To ostanemo na isti ravni kot sedaj, do že 22 let na improvizaciji. Torej, gospod minister, improvizacija že 22 let, ostajamo pri tem. Zakaj ne poslušate in predvsem slišite stroke, za kakovost oskrbe in življenja ljudi gre? Se šalite s tem? Daleč od tega, stroka je bila uslišana, ko smo pripravljali javni razpis in ne nazadnje tudi javno naročilo. In Ministrstvo za notranje zadeve je dobilo potrditev javnega naročila s strani Ministrstva za zdravje, uradno in pisno. In ne nazadnje več sestankov je bilo, kjer je bilo reševalcem pojasneno, da kakšen bo javni razpis. Slovenija dobiva 2 nova helikopterja, namenska za nujno medicinsko pomoč. Moram pa vseeno pokomentirati, da gospod Štefanec pa ni ravno neka referenca, kar se tiče helikopterske nujne medicinske pomoči, kajti vemo, da kandidira pri novi stranki gospoda Karla Erjavca in je tam tudi predsednik sveta stranke, tako da to je s tem. Ampak če se vrnemo k helikopterjem, kar govori gospod Germ, to poznamo in ne nazadnje. Ampak kaj bi gospod Germ pa recimo tudi vključen v to strokovno mnenje? Kdo so ti strokovnjaki, o katerih vas čas govorite? Vas čas pravite, gre za transparentnost, zakonito in pa za strokovno odločitev. Katera stroka je bila? Kdo so ti strokovnjaki? Ti, ki se zdaj tudi pojavljajo v medijih, kateri so ti strokovnjaki? Lejte, še enkrat, ti strokovnjaki, ki so bili seveda na večjih sestankih tudi v letalski policijski enoti in so jim seveda pojasnili, kaj in kako so bili takrat tiho. Strokovnjaki, ki so bili pravzaprav v komisiji za ta javni razpis, za to javno naročilo, so seveda potem tudi odločili in seveda potrdili tudi to razpisno dokumentacijo in ne nazadnje še enkrat povem, da smo tu v največji možni meri stroko upoštevali. Je pa res, da je bila stroka tiho v prvem javnem razpisu, ko seveda helikopter Leonardo ni imel bančne generacije in smo ga potem ponovili, so bili tiho tudi v drugem razpisu, ko je bil odprt. Oglasili so se pa šele takrat, ko je strokovna komisija izbrala helikopter Leonardo, ki se je na razpisu odrezal bolje. Ampak zakaj tako trmasto bom rekla, če lahko, če dovolite ta izraz, vztrajate pri tem Leonardo, recimo, če slišite vse te konkretne strokovne opombe in tudi poziv reševalcev, dobili ste ga, prejeli ste ga v začetku avgusta, da zaustavite ta podpis, da podpišite te pogodbe? Ker sem kot minister zavezan Zakonu o javnih naročanjih in gre se za odprt postopek, kjer je seveda vse zakonito in seveda predpisano in tukaj je seveda v fazi tako odprtega javnega naročila, kjer je seveda možnost tudi pridobiti določene podatke, ne nazadnje potem, ko pride tudi v fazo same pritožbe, torej v času pravnomočnosti postopka in danes je ta razpis zaključen. Pravnomočno odločeno, da je izbran se strani komisije helikopter Leonardo, na to odločitev ni bilo pritožbe Airbusa in ne nazadnje tukaj je... Pa oprostite, bo za oskrbo ponesrečencev res optimalno poskrbeno, tudi glede na vse očitke, ki so bili objavljeni v medijih, ali jih preprosto ignorirate ali lahko na tem mestu poveste, kako bo zdaj zanosili, kako bodo postavljeno v tem Leonardu in pa da bo seveda tudi glava pacienta za oskrbo dostopna od zadaj. To, kar vas čas opozarjajo. Na razpis sta se prijavila 2 vrhunska ponudnika helikopterjev. Izbran je bil helikopter se strani strokovne komisije, helikopter Leonardo, ker je
pač podal boljšo ponudbo in oba dva helikopterja ustrezata vsem razpisnim pogojem in ne nazadnje Leonardo v tem standardu ima tudi certifikat in to je poveljnik letalske policijske enote tudi prečno postavitev pokazal. nosil ali vzdolž? Zaradi glave govorim. Vsa oprema v helikopterju v skladu z zahtevo javnega naročila standardizirana, v skladu z standardi, ki veljajo in seveda helikopter Leonardo je v tem predložil tudi certifikat. No, kaj pa konkretno, ste tudi v postopku oziroma sam projekt je v postopku pod drobogledom KPK-ja. Če bo KPK ugotovil kakršnekoli nepravilnosti, kaj boste naredili, kakšna bo naslednja poteza? Jaz sem že danes na tiskovni konferenci pozval vse. Tudi vas pozivam tukaj, da vkolikor pride do nezakonitih ravnanj, da suma korupcije, da seveda to takoj prijavite seveda policiji, državnemu tožilstvu in pa tudi komisiji za preprečevanje korupcije, vendar konkretno z imeni, s priimki, s točnimi dejstvi in seveda v pogodbi bil minister vedno prevzema odgovornost za vsako stvar, v pogodbi je protikorupcijska klavzula, vkolikor se bo izkazalo, da je bilo karkoli koruptivnega v zadevi s tem poslom, seveda se aktivira korupcijska klavzula in se prekine posel. Boste tudi politično odgovornost prevzeli, odstopili? Minister vedno prevzema politično odgovornost. Kaj pa konkretno pravite, v prihodnjih dneh boste podpisali pogodbo, je to zdaj ad acta, to se bo zgodilo, kdaj konkretno? Da, mi pričakujemo, da bomo seveda v naslednjih dneh podpisali pogodbo na slovesen način v letalski policijski enoti na Brniku. Se že usklajujejo podrobnosti same pogodbe, moramo vseeno, imamo nekaj težav, kajti v Italiji še vedno je čas dopustov in verjamem, da bomo čim prej prišli do datuma, kjer seveda bodo prišli tudi iz družbe Leonardo na Brnik, da skupaj podpišemo to pogodbo. Gospod minister, lahko na tem mestu zagotovite, ker to bomo zagotovo še objavili, da ne bomo spet podobno kot pri Litijski in še marsikaterem projektu za nazaj kupili mačka v žaklju. Še enkrat, tukaj je bil transparenten, odprt javno naročilo, kjer so se imeli možnost prijaviti vsi, prijavili sta se dva ponudnika, torej Airbus in Leonardo. Strokovna komisija je seveda pri vrednotenju samih ponudb ugotovila, da je helikopter Leonardo podal boljšo ponudbo in ne nazadnje v fazi pravnomočnosti ni prišlo do pritožbe družbe Airbus in seveda, ko je bilo javno naročilo pravnomočno, imam jaz samo še tisto, da nimam nobenega razloga, da ne bi podpisal pogodbo in seveda bom. Torej boste vztrajali do konca, ne glede na očitke dela stroke. Gospod minister, hvala lepa. Hvala tudi vam.